Intuitivni navdih za teden od 8. do 14. junija. Moč. Notranja moč. Vaša notranja moč je odvisna od vsega tega, kar ste doživeli v življenju in kar še doživljate. Ko ste prišli na svet, se je v vas začela krepiti vaša moč. Dejansko ste začeli s prvim jokom izražati, kaj vse premorete, na kakšen način, na trmast, na mil, na tak jezljiv. V bistvu, tako ko ste bili dojenček, taka je vaša notranja moč. Če ste bili mirni in ste lepo pridno spali, je vaša moč taka nevsiljiva, vendar vztrajna in mogoče počasna, vendar močna. Če ste bili trmasti in niste hoteli spati, je vaša moč zelo prodorna, včasih tudi malo preveč vsiljiva, je pa močno trmasta in vztraja pri svojem, ve, kam hoče, rine. In ta notranja moč je vsekakor tisto, na kar se spomnite. Povprašajte svoje starše in videli boste, na kakšen način je pravilno oziroma je dobro, da delujete v svojem življenju. Mogoče se je ta vaša moč izgubila skozi čas odraščanja, čas šolanja, kajti veliko je teh zunanjih vplivov staršev, vplivov šolstva, ki so našo moč v bistvu nekako omejili, lahko bi rekli celo zatrli. Dejansko so okoli našega trebuha, kjer izhaja naša notranja moč iz 3. čakre, postavili nek zid. Ta zid, ta oklep, lahko bi rekli oklep ali zid, kakorkoli, pa je sestavljen iz vseh nekih vzorcev, ki so nam jih vcepili v glavo. In ta moč je počasi pešala, dokler nismo ugotovili oziroma se prebudili, stopili zopet v svoje čevlje, vse druge odvrgli in začeli hoditi po svoji poti. Ja, nekateri ste to že doživeli, pustili vse za sabo in se odpravili na pot prebujenja oziroma iskanja, vračanja svoje notranje moči nazaj. In ja, dejansko je to vse, kar ste že doživeli, vsi travmatični dogodki, vse neke omejitve, ki so vam jih postavljali starši, družba, sistem, vse to je zmanjševalo vašo moč. Če ste bili upornik v mladih letih, ste v bistvu svojo moč usmerjali v napačno smer. To pomeni, da ste jo usmerjali v jezo, upor, ne sprejemanje vsega tega, kar je po eni strani dobro, vendar celo življenje ne morete biti upornik. Celo življenje boste postali zagrenjen in zelo osamljeni posameznik. Tako je pomembno, da tudi tega upornika pomirite in ga nekako sprejmete kot del vašega življenja, odraščanja, saj malo ga mora biti v vašem življenju, vendar preveč tega ni dobro. V bistvu morate uravnovesiti vse te vidike vaše notranje moči, ki so v bistvu preprečevali, da se vaša moč v celoti udejanja. In tukaj boste lahko ozavestili s tem notranjim pogledom, koliko moči dejansko še imate. Oziroma, lahko se spomnite
resnično, tako kot smo rekli na začetku, vašega otroškega joka, na kakšen način ste jokali, kdaj ste jokali, ste sploh jokali. In mogoče ne samo po pripovedovanju, ampak tudi, če stopite v svoje srce in se zazrete vase kot v dojenčka, boste dobili tisto sporočilo, ki je najbolj primerno za vas, glede notranje moči. Toliko za ta teden. Vaši vodniki in zmaji, vaša moč.